Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in tokrat je na vrsti 12. pripoved iz serije Nevidnost hendikepa. Tokrat se nanaša na človeka kot napako. Pogovarjam se z otrokom, ki v svojem življenju uporablja invalidski voziček, kar ni nepomembno dejstvo, kot bo razvidno kasneje. In v nekem trenutku mi reče tole: Mama mi je zadnjič rekla, da sem največja napaka v njenem življenju. Kaj to pomeni? Zakaj je to rekla? Z otrokom se pogovarjam še naprej in kasneje doda, da je mati to izrekla pod vplivom alkohola. In da ni rekla samo tega, temveč je dodala: Glej se, kakšen si. In potem še: Ti potrebuješ psihologa, ne jaz. Kaj se je zgodilo? Naj svoje razmišljanje začnem ob neki sliki, ki je name naredila velik vtis. Naslikal jo je veliki nizozemski renesančni slikar Peter Bruegel. To je podoba ljudi in tega, kar imajo lahko med seboj. To je pripoved o njihovih vsakdanjih dejavnostih, je pripoved o mladih, je pripoved o tem, kar imajo med seboj otroci, je pripoved o njihovi igri, je zgodba o tem, da se lahko ljudje med seboj družijo na prav poseben način, tako da so veseli drug drugega, da se radostijo, da so srečni, da so skupaj. Od te podobe bi rad prešel k neki drugi podobi, kajti ne bi smeli biti preveč naivni in verjeti, da so vsi ljudje zadovoljni s svojimi življenji in drug z drugim. Peter Bruegel je naslikal tudi tole sliko, ki prikazuje zgodbo o tem, kar se dolgo časa v zgodovini dogaja ljudem, za katere so drugi ljudje prepričani, da so manj vredni, da so nebodigatreba, ker so hendikepirani, ker so na pogled drugačni. To je slika, ki zaznamuje človeško civilizacijo, to je pripoved o tem, kako daleč je še način skupnega življenja, v katerem bi se vsi ljudje počutili sprejete, ne glede na to, kakšni so na videz. Od slike bi rad prišel, tako kot je že v navadi, v knjigi v zadnjem času prebiram 3 izvrstne pripovedi. Prva je o tem, kar doživljajo številni ljudje, ko se soočajo s podobo lastnega telesa in ugotavljajo, da je njihova podoba daleč od te, ki je domnevno normalna, naravna, ki je zaželena ali pa kar popolna. Druga knjiga pripoveduje o stigmatizaciji, o tem, kako ljudje vedno znova označijo nekatere posameznike in posameznice ter jih izpostavijo javnemu nasilju, žaljenju, poniževanju.
ali pa se preprosto skušajo oddaljiti od njih in se jim ogniti, če je le mogoče, čim večjem loku. Tretja knjiga že s svojim naslovom pritegne, kajti lahko jo beremo na dva načina. V naslovu je avtoričin priimek, tega naslov namreč pa lahko preberemo tudi kot biti človek. Kaj pomeni biti človek? To je vprašanje, ki ga dodajam k razmišljanju otroka, s katerim se pogovarjam, ko me sprašuje, le zakaj je mati izrekla to, kar je pač dejala. Biti človek pomeni zlasti nekaj drugega, kot je to, kar nas spremlja skozi zgodovino in je aktualno vedno znova. Še do leta 1974 v nekaterih ameriških državah velja, da se v javnosti ne sme pojaviti noben človek, ki je kakorkoli drugačen in bi lahko bil neprijeten na pogled oziroma bi se lahko zdel drugim ljudem ogaben. Drugi primer, ki ponazarja isto, je iz leta 1729, ko v Veliki Britaniji predlagajo celo kaznovanje telesno hendikepiranih ljudi, če bi se po naključju pokazali v javnosti. Vse to, vključno z vprašanjem, ki mi ga zastavi otrok, me privede do pomembnega sklepa. Najdem ga v še eni sliki, ki jo je naslikal Peter Bruegel. To je slika, ki ponazarja idejo Jezusa Kristusa, ko reče, da se v življenju zgodi, da imajo ljudje take medsebojne odnose, da slepec vodi slepca. In tako Jezus kot Peter Bruegel se strinjata, da v takih primerih, ko slepec vodi slepce, najverjetneje na koncu vsi skupaj končajo v obcestnem jarku. Nadaljevanje prihodnje.